izhajali smo iz osebnih zgodb. 7 zgodb, 7 različnih poklicev, različne kršitve. V bistvu mene so vse zgodbe dotaknile, mogoče tudi ta ponazoritev tiste bede, ki si prav predstavljaš, v bistvu, kako nekdo vozi organe, sam utrujen, prižge si okno in skadi cigareto, v bistvu pa hkrati rešuje življenje, sam je pa na koncu. To je zgodba o voznikih reševalnih vozil. Ta je takšna, za katero mislim, da lahko rečem, da je res narobe lahko vse, kar je skoraj lahko narobe. Dotaknila se me je verjetno ta zgodba z regresom in svečami. Zgodba je o tem, da je naš vir dobil recimo 400 sveč v zameno za regres. Nagrobnih sveč. Nagrobnih sveč. Te nagrobne sveče, ki jih je Nataša omenila, so meni bizarne, moram reči. Zdaj, jaz bi pa mogoče izpostavila zgodbo novinarja Prekarca, ker on je pravzaprav v veliko hujšem položaju, kot smo bile mi. Pač njegova plača je minimalna, dela pa dejansko kot redno zaposleni, seveda na avtorsko pogodbo. In v nekih mesecih je pač plača tako nizka, da si izposoja od prijateljev in znancev denar, da lahko preživi mesec. Vsak je nekako ustrahovan, si ne upa spregovoriti, si ne upa postaviti za svoje pravice. Zato, ker je služba sveta stvar. Ja, se vsi bojimo, da bi jo izgubili. In si se pripravljen sporazniti z marsičem. Zato pa delamo in učimo. Sem jaz osebno prvič doživela, da sem doživela tudi pritisk na novinarja. Je potrebno to res objaviti, pa zakaj, pa pridite k nam, pa bomo pokazali, da se to ne dogaja, ampak izjave uradne pa ne bi dala, pa te potem po prispevku pokliče pa reče, ja, ta človek je pa to, pa to, pa to, pa to, pa to in ga hoče diskreditirati. V vseh zgodbah je bilo marsikaj moralno sporno. Ni bilo v vseh zgodbah vse pravno sporno, ampak moralno pa definitivno, saj smo vsi ljudje. Na radiju imajo pa zgodbe glas, tudi v digitalni dobi imajo zgodbe tudi obraz, tudi na radiju, in tukaj je bil pa res v bistvu potreben en velik premislek, kako podati zgodbo, opozoriti na nepravilnosti, hkrati pa obvarovati svoj vir. Ideja je pač taka, da mi te zgodbe čez 1 leto spet preverimo, pogledamo, ali se je kaj spremenilo ali ne. Cilj projekta je bil tudi ta, da zadevo predstavimo na različnih platformah. Od spletne strani do MMC-ja in seveda tudi do podcastov. Mi smo v bistvu vso to zgodbo peljali tudi kot serija podcastov o kršenju pravic delavcev. Jaz sem bila ful presenečena, vesela. Saj logično je, da je to neko veliko priznanje strani stroke. Je pa res, da smo bile pa verjetno vesele tudi zato, ker pač so te zgodbe prišle v javnost in so res dosegle nek odmev.